Obiskali pa smo tudi zeleno trgovino v hali A v ljubljanskem BTC-ju. Hoteli smo namreč izvedeti nekaj več o tem, kako lahko poskrbimo za spanje na ekoloških vzmetnicah in tudi o tem, kaj vse še lahko vpliva na naše dobro spanje in počutje. Sandra, kakšen vpliv ima kakovostna posteljnina na naše kvalitetno spanje? V posteljnini oziroma v ekološki posteljnini je bilo že kar precej govora. Predvsem manj oziroma nič se ne govori o ležiščih, ki definitivno najbolj vplivajo na kvaliteto spanja. Najbolj naravno bi zagotovo bilo spati na slami oziroma na materialih, ki so jih poznali naši predniki oziroma starši. A vedeti moramo, da je narava dela v tem času precej drugačna kot v preteklosti. To pomeni, da je posameznik dosti bolj psihično utrujen kot fizično. Zaradi tega še bolj potrebujemo ležišče, ki nas čim hitreje popelje v spanec. To predvsem zaradi dejstva, ker je globok spanec, takrat, ko se telo najbolj obnavlja, najbolj učinkovit prav do polnoči. Neprimerno ležišče lahko v tem primeru ustvari dvojno škodo. Zaradi neprespanosti trpijo ti obnovitveni procesi telesa, obenem pa kljub razstrupljanju telesa za zdravo prehrano, spanjem na ležišču obdelanem s kemikalijami, te preko kože in preko dihal ponovno vstopajo v naše telo. Zakaj pa so ekološki materiali tudi pri spanju najbolj pomembni? Ob izrazu ekološki najprej pomislimo na visoko ceno izdelka. Deloma je to seveda res. Posteljnina iz ekološkega bombaža je v primerjavi z nizkimi cenami konvencionalnega bombaža, bombažnih izdelkov razmeroma draga. Ni pa nič dražja od modnih blagovnih znamk, ki imajo visoko ceno in prav nobenega razloga za to. Pri ležiščih pa je nekoliko drugače. Cene naših ležišč so v nekaterih primerih celo nižje od izdelkov blagovnih znamk, ki že vrsto let prevladujejo na slovenskem trgu. Cene, ki jih nudimo, so zaradi kratkih poti in tudi malo posrednikov v bistvu lahko nekoliko ugodnejše. Te kratke poti so recimo iz Gvatemale, kjer se kavčuk pridobiva, do Belgije in nato do Slovenije, kjer poteka končna proizvodnja teh izdelkov. Res pa je, da so na tem področju tudi nekateri konvencionalni izdelki v Sloveniji absolutno precenjeni. Bolj kot sami materiali so problematične obdelave le-teh. Materiali niso več takšni, kot so bili nekoč, in vsako leto bo definitivno huje. Največji porast v letu 2014 napoveduje prav spojini formaldehid, ki je tudi dokazano rakotvorna. Poleg formaldehida, ki se nanaša na tkanine proti krčanju in mečkanju, se za zaščito proti pršicam uporabljajo insekticidi. Glavna sestavina poliestra je etilen glikol, ki lahko povzroči tudi okvaro ledvic in živčnega sistema. A tudi naravni materiali v bistvu niso več to, kar so nekoč bili. Konvencionalni bombaž je poln herbicidov, toksinov, pesticidov. Te snovi povzročajo poleg prekomernega potenja tudi alergijske odzive kože, občutek prehlajenosti, težko dihanje. To je v bistvu tisto, kar občutimo trenutno, na dolgi rok so pa lahko posledice še hujše. Tako da glavni povzročitelj, glavni sovražnik v postelji že dolgo ni več pršičica, ampak te škodljive kemikalije. Sandra, prav vsi izdelki v vaši zeleni trgovini so prijazni do narave, kaj ne? Ja, tako je. So prijazni do narave, neškodljivi za živali, najbolj pa definitivno zdravi in naravni tudi za ljudi. Izbiramo le takšne, za katere vemo, kje so narejeni in kako celoten proces vpliva na okolje in na družbo. Za konec pa samo še to, Sandra, kdo lahko postane član vašega ekokluba in kakšne ugodnosti ima? Vedno bolj spoznamo, da ima sodobni način življenja poleg prednosti tudi številne slabosti. Nakupovalni centri so tako brezdušne pristnega človeškega stika ter polni neke navidezne pestrosti in kakovosti. Ekoklub je nastal prav zaradi tega kot neka alternativa tej sodobni potrošniški družbi. V njem nas je do sedaj združenih 22 preverjenih podjetij iz različnih dejavnosti. Tukaj merilo niso neke visoke številke na bančnem računu, ampak poštenost, srčnost in ekološka naravnanost. Član ekokluba pa lahko postane v bistvu vsak, ki ima neke podobne vrednote, kot jih imamo mi. Moram reči, da od teh članov ekokluba je vsak dan več.
in ti člani kluba lahko pri vseh teh naših dosedanjih partnerjih in tudi se v bistvu novi vključujejo, koristijo neke posebne ugodnosti. Ne pozabite na poletno številko revije Bogastvo zdravja, v kateri vas čaka veliko zanimivih nasvetov o prehrani bodočih mamic, o ločevanju odpadkov, o motivaciji za hujšanje, o tem, kaj moramo vedeti pri nakupu sončnih očal, pa tudi o možnostih in sodobnih načinih, s katerimi si dekleta in žene lahko olajšajo počitnice v tistih najbolj zoprnih dnevih v mesecu. Dobili pa boste še veliko drugih informacij in kot veste, revija Bogastvo zdravja tudi na spletu. Toliko za danes, dragi naši prijatelji. Želim vam lepo poletje, pa ne pozabite na veliko zdrave tekočine tudi vi. Na zdravje!